Darovanje organov in tkiv po smrti za namene zdravljenja je odločitev, o kateri bi moral razmišljati prav vsak, pravi Gorazd Čebulc, ki na to temo prireja tudi številna predavanja. Edina stvar, ki je pomembna, da jo vejo, je to, da vejo, zakaj se pri sebi odločijo za to vrsten korak, se pravi, da se odločijo za darovanje, se pravi, se odločijo za širšo pomoč drugim ljudem, ko so v stiski. Darovalec organov lahko postane skoraj vsak. Starostne omejitve za darovanje organov in tkiv ni. Obstajajo pa nekateri drugi kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni pred transplantacijo. Najprej dokazati možgansko smrt, sledi cela paleta različnih preiskav, s katerimi se ugotavlja primernost posameznega organa. Končno besedo pri sprejemu določenega organa ima pa zdravnik. V Sloveniji je sicer registriranih več kot 2000 darovalcev organov. Na leto pa transplantacijo potrebuje približno 100 Slovencev. Ljudje v Sloveniji smo brezpogojno za darovanje v vsaj 70%. Nekje dodatnih 25% je pa tistih, ki še želi določena dodatna pojasnila, razlage, tako da je skupna številka tam kar okoli 90%, kjer bi lahko rekel, da načeloma podpirajo v Sloveniji ljudje darovanje. Slovenija je sicer od leta 1999 članica organizacije Eurotransplant. Organe in tkiva lahko slovenski bolniki tako dobijo od vseh ostalih članic.